Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Dobrodošli v epizodi, v kateri se bomo pogovarjali o detektivski dejavnosti v Republiki Sloveniji. Z mano je Bernarda Škrabar Damjanović. Bernarda, te lahko prosim, da se predstaviš tako, kot želiš biti predstavljena? Eni pravijo to kar dolgo. Bernarda Škrabar Damjanović, v detektivskih vrstah zadnjih 20 let, drugače pa entuziast, vizionar na tem področju, se pravi, kar se tiče preiskovanja v globalnem smislu. Dosti se mednarodno tudi udejstvujem, ogromno idej imam, drugače pa tudi ljubiteljski slikar, zelo rada pišem stvari. Bova še kaj več o tem. Ampak sicer pa enostavno Bernarda. Okej, enostavno Bernarda. Ženska detektivka v Sloveniji. Kaj predstavlja ali pa kaj počne ta poklic? Ženska detektivka že nasploh je to kar, kako naj rečem, eksotično recimo, a ne. Sploh, če se spominjam tistih svojih prvih korakov v ta poklic, ker sem bila tretja detektivka v Sloveniji, je bilo to čista neznanka, a ne, če tako rečemo. Še vedno je pretežno to moški poklic. Nekje v globalnem, rangu, če gledamo, je 80% moških, 20% žensk. Malo se to spreminja, v našo korist, ampak še vendarle je to počasi, ker je to težko, a ne, zdaj, za ženske usklajevati, ta naporen poklic preiskovanja, ker nimaš nekega fiksnega delovnika, so delovni popoldnevi, večeri, vikendi, se moraš prilagajati samemu poslu, poklicu, poklicanosti, a ne, tako kot pri vas tudi odvetništvo je za moje pojme tudi poklicanost, se pravi, si poklican k temu in slediš temu s svojim srcem, s svojo bitjo, tako da je kar naporno, ampak, je treba pa po drugi plati gledati, da si med bolj redkimi, a ne, in to nekako, implementirati v to poklic, se pravi, gledati, kaj lahko jaz kot ženska dam drugače, kaj je moj doprinos poklicu, zato ker sem ženska. Kakšen je moj pristop, drugačen je kot moški, torej kaj lahko jaz več dam, a ne. Tako da. K temu se bova še vrnili, sem definitivno zastrigla z ušesi, ampak pred tem, kaj predstavlja poklic, detektiva v Sloveniji? Kakšno delo je to? Predvsem delamo za podjetja. V največji meri je to preiskovanje absentizma, a ne. Pod absentizem ne mislimo samo goljufije pri bolniških staležih, torej ko so osebe doma, pa naj bi bile bolne, pa delajo vse drugo kot to. Se pravi, delajo pridobitno, delajo na črno, delajo celo pri konkurenci, odpotujejo, ker ne dobijo dopusta, pa grejo ne samo v drugo državo, tudi na drug kontinent. Letos je tega ogromno, ampak tudi ostali absentizem, se pravi na delovnem mestu, ko grejo na malico, pa namesto da so pol ure na malici, so na malici 2-3 ure. Ali pa jih nekdo drug štamplja. Ali pa se štampljajo oziroma evidentirajo delovni čas, pa grejo po nakupih, pa ugotoviš, da jih sploh ni na delovnem mestu, takrat, ko bi moglo biti, a ne. Vse to je absentizem, a ne, se pravi, odtujevanje delovnega časa delodajalcu, odtujevanje materiala in še bi lahko naštevali. Tako da tega pretežno, največ, bi lahko temu tako rekla, potem preiskovanje tatvin, to, kar sem že omenila, iskanje oseb, bodisi za sodišča, bodisi dolžnike, ali v Sloveniji ali v tujini, iskanje premoženja, ki odteče, seveda pa nimajo potem upniki kje vzeti, in tam iščemo, kjer je še neko upanje vročanja, preverjanja alkoholiziranosti, zdajle veseli december, a ne, ljudje pač statistično gledano smo Slovenci še vedno na vrhu v Evropi po uporabi alkohola. Tudi prepovedane droge so kar pogoste v kolektivih, tako da je tega precej. Potem pa preiskovanje raznih sumljivih zavarovalniških primerov, kjer se sumi, da dejansko se neka poškodba ni zgodila, tako kot zavarovanec navaja, ali pa neka prometna nezgoda. Se pravi, vse stvari, ki terjajo neko budno oko detektiva, da preišče, oziroma najde tisto resnico, ki je v ozadju, ne tisto, kar je na dokumentaciji, pa vse lepo in prav.
Kaj pa nezvestobe? Ljubosumen mož, ljubosumna žena, ki sumi, da ga partner ali partnerka vara. To je nekako filmsko, a ne, če tako gledamo, najprej to pa žgečkljivo, pa zanimivo, a ne, kaj se dogaja. Je tudi tega nekaj, dosti manj seveda, oziroma par procentov je tega, če lahko temu tako rečem, tako da mesečno, če gledam, imamo tu pa tam kakšen ta primer, ampak a veste, a veš, sva rekla, da se tikava, a ne. Dosti lažje je preiskovati neke zadeve v podjetjih, a ne, ker ko pa tudi ti dobiš zakonca, partnerja, ki je v taki situaciji, da sploh potrebuje detektiva, da mu neke domačo problematiko razjasni, a ne, že na tem koraku rečem: "A pa stranki, a pa vi res, mislim, če ste tako daleč, da ne verjamete partnerju, ne." Zdaj, ali boste šli na neko partnersko terapijo, boste to tako razčistili, a res rabite na tem koraku, če je že neki tak utemeljen sum, da ste prišli do nas, nekega detektiva, da vam nekaj preveri pa potrdi, a ne. Ampak načeloma je to v fazah, kjer so že bili neki pogovori naprej, pa potem partner, zakonec negira, a ne, pa reče: "Saj si pa ti nor, pa si ti nora, pa to ni res, a ne." Pa se pol v nadaljevanju ugotovi, da je, a ne. In to so čustveno zelo naporni primeri, ker tukaj gre največkrat potem, ko se primer potrdi, a ne, gre potem še za delitev premoženja, za razvezo, za skrbništvo nad otroci, a ne. In torej ni samo to, da nekoga nekje dobimo, kako gre z ljubico ali pa z ljubčkom, a ne, pa se seveda zdi vse tako pač filmsko ali pa žgečkljivo, tako kot sem rekla, a ne. Ne, tukaj se potem cele družine seveda lomijo po tem, je tudi, pristop mora biti zelo, kako naj rečem, mehek, a ne, da ti človeku svetuješ, ne samo daš dokaze, a ne, ja, kako pa zdaj naprej, a ne. Tako da to so kar naporne stvari za detektive, a ne, kako stati ljudem ob strani v takih težkih trenutkih. Torej, primere, ki si jih navedla, so med sabo relativno različni, a ne, Ja. ne vem, absentizem, tatvine, iskanje osebe, iskanje premoženja in tako dalje. Kaj pa, če vprašam, kaj so glavne metode dela, ki jih uporabljaš? Na kakšen način se lotiš, ko recimo dobiš primer? Zakon je tukaj jasen, a ne, zakon nam podeljuje, upravičenja, a ne, in tukaj se gre čisto, če zakonsko naštejem, se pravi zbiranje informacij, a ne, pridobivanje nekih podatkov iz registrov, torej prebivalstva, bivališča oziroma prebivalstva, bivališča, zaposlitev, evidenc registriranih vozil, zrakoplovov, in pa seveda opazovanje, torej bodisi je to statično ali pa mobilno, a ne, se pravi, da nekje stojimo pa ugotavljamo oziroma opazujemo, kdaj bo nekdo nekaj odtujil, recimo iz skladišča ven ali pa iz nekega podjetja, a ne. Ali pa dinamično, torej da se za samo osebo peljemo in ugotovimo, okej, zdaj to robo, ki jo je odtujila iz podjetja, pelje sem in sem, recimo, ali pa ne vem, če sva prej govorila o absentizmu, delavec, ki je na bolniški, se doma usede v vozilo in se pelje h konkurenci in tam, dela dejavnost v času bolniške, se pravi, treba iti za njim in to potem pofotografirati. Po domače povedano, zasledovanje. Tako. Torej, to se potem pofotografira in ti dokazi se potem lahko uporabijo v morebitnih postopkih. Tako, pofotografiramo, posnamemo, napišemo strokovno detektivsko poročilo, ki ima tudi procesno vrednost. Tudi nas se potem lahko, v kolikor je zadeva na sodišču, povabi kot pričo na sodišče, da pač da se o tem izpovemo. Koliko pa je, spet filmsko vprašanje, to očitno, recimo, opazovanje, ko se nekje stoji in se gleda, kako to, da ljudje tega ne opazijo? Vsak si reče: "Jaz bi sigurno opazil, če bi videl, da me nekdo, dvakrat zaporedoma ista oseba nekje gleda." A je to res? Je to enostavno opaziti? Smo spet pri filmih, a ne, prvo kot prvo to rečejo osebe, a ne, saj to bi pa jaz opazil, drugo pa tudi to, recimo, je izziv, ker stranke mislijo, da to zelo lahko narediti, a ne. Ja, saj vi boste pa, ne, kaj to, en dan pa boste vi ugotovili, kaj se na terenu dogaja, pa boste imeli dokaze, a ne, ni nujno. Je odvisno tudi od osebe, od prostora, ki se ga opazuje, kdaj bo kaj ali pa ne bo nič, a ne. Recimo, a ne. Drugače pa, ja, je to kar stvar, let in let izkušenj, a ne. To je tista
pot, ki jo uhojaš vsak dan, da si res dober v tem. Pa še to bi rekla, ja, vsak bi opazil. Ljudje smo bitja navad, a ne, in ti, ne vem, greš od doma, imaš 100 stvari v glavi, ključe pa torbo pa drugo stvar pa avto pa kje ga imam, pa razmišljaš pot do službe pa kaj vse te čaka, ne boš opazoval, razen če si res vešč tega, a ne. Če sumiš, da ti je nekdo Ali pa če sumiš, pa boš bolj pozoren, drugače pa načeloma ne. Seveda pa treba imeti ustrezno taktiko in tudi to ni kar tako, a ne. Se pravi, menjujemo vozila, nas je več, samo to, da opazuje samo en detektiv na nekem zahtevnem, primeru, je bistveno premalo, a ne. Potem se pa lahko zgodi seveda, da te nadzorovana oseba opazi in primer bo padel v vodo. Ja. Se lahko ali pa kako poteka to infiltracija denimo, ali pa poteka kdaj infiltracija tudi v podjetje? Recimo prej si omenila, da je to lahko tudi opazovanje nekih odtujitev na delovnem mestu, to pomeni, da je treba fizično biti v prostoru, ko se to dogaja. Kako? Ja, vse je odvisno od primera do primera, a ne, ampak ko pride input informacije, torej s strani naročnika, se je treba na to zelo dobro pripraviti, a ne. Ne pomeni to kar, okej, zdaj mi boš predala neke informacije, kaj se dogaja, sumi se, ne vem, da hišnik nekaj tule iznaša ven iz te stavbe, iz vaših pisarn, nekaj vam izginja, a ne, ne bomo zdaj kar, ja, zdaj pa v avto bomo šli opazovat, a ne, ampak najprej, se pravi, boš predala vse informacije, mi bomo naredili neki operativni plan, a ne, se pravi, vso časovnico, kdaj misliš, da se to iznaša, kako poteka tule delovnik, kdaj osebe prihajajo, odhajajo, kdo bi lahko bil, a ne, da se ta, krog zoži, a ne, potem pa operativno seveda, da mi to naštudiramo in seveda operativni plan, da naredimo, in potem se gre v opazovanje, ne, kje bomo stali, kako je stavba, a je podzemna garaža, več izhodov, koliko nas je treba na terenu, a ne, in potem, da se temu primerno seveda operativno lotimo na terenu, se postavimo, to treba vozilo ali bo nekdo zunaj v kafiču sedel pa bo ta izhod videl, drug bo v garaži noter pa bo tisti izhod pokril, a ne, da se potem res dobro dokazno gradivo dobi in storilca na delu, kar je bistvo potem seveda na koncu. Se pričakuje, da je dokazno gradivo največkrat sestavljeno iz fotografij ali bo zadostovalo tudi poročilo, detektiva oziroma lastna izpovedba? Mislim, šteje tudi seveda izpovedba, ampak a veste, fotografije so pa tiste, ki so bistvene. Ja. Kako vam pa uspe, detektivom na splošno, zakriti dejstvo, da neko osebo fotografirate? Meni se zdi to ena od najtežjih stvari, torej slikati, brez da nekdo opazi, da ga slikaš. Je težko, s tem, da če gledam 20 let nazaj, ko sem začela to dejavnost opravljati, a ne, ko smo imeli stare telefone, ki niso imeli, fotoaparata oziroma možnosti slikanja, je bilo to bistveno težje, kot je sedaj, ko ima vsak telefon že fotoaparat in lahko s telefonom torej pofotografiraš, ne, in tudi če gremo tule po mestu, marsikdaj se zgodi, da turisti slikajo stvari, ni zadeva tako vpadljiva, a ne. Je pa stvar taktike vsekakor. Ne. Koliko pa, recimo takšna storitev stane? Od do, to razumem, ko so to pravne osebe, je to, ima določena cena čisto drugačno konotacijo, kot če so fizične osebe, ampak približno, da vemo, koliko v Sloveniji to stane, denimo. Priporočena cena s strani Detektivske zbornice, torej urna postavka je 90 evrov plus davek. Za vsak posamezen primer je pa praktično skoraj nemogoče in zelo nehvaležno reči, a ne, koliko bo ur potrebnih, vse predno nimamo nekega osnovnega inputa informacije, a ne, da se pogovorimo, lahko po telefonu, lahko po mailu, da vidimo, kak gabarit, ur bo potreben, a ne, da rečemo, bo dovolj 5 ur ali predvidevamo 10 ur, in potem rečemo, ne vem, predvidevamo, da za ta vaš primer bo potrebnih 10 do 15 ur dela, a ne, se pravi toliko in toliko, kilometrina, DDV, a ne, da stranka vedno ve in stranka vedno ve, predno, nam potrdi torej izvedbo primera, do kam ta cena lahko gre. Ne, to imamo vse potem na mailu, na pooblastilih, se dogovorimo, stranka potrdi in ve točno, kje je tista meja, do katere bo, strošek, primera lahko šel. Kaj so pa tisti primeri, ki največkrat, botrujejo temu, da se dela popoldne, čez vikende, tako kot si omenila, da je torej delo detektiva nepredvidljivo, da zahteva praktično celega človeka?
Odtujevanje s podjetji, kar se bo v večini večkrat zgodilo, ko ni uprave, ko ni vodstva, ko ni vodje v proizvodnji recimo. Testi na prepovedane droge, večizmensko delo recimo, pa gremo ob 2 zjutraj v proizvodnjo. Skladišča, trgovine recimo, ko se neka roba dobavlja, pa se pri tem odtujuje, je to tudi dostikrat ponoči. Ali pa neke take ure, ki so izven rednega delovnika, bolniške. Potni stroški recimo zjutraj, torej pred delovnim časom, od kje bo delavec dejansko šel. Ja, on trdi recimo, da se v Ljubljano vozi iz Ptuja, dejansko ga pa dobiš, kako se 3 kilometre od podjetja pripelje. Smo imeli že razne primere, ko je šla oseba s kolesom v službo, trdila pa, da se z druge regije vozi, Koliko takšnih primerov se pa zahteva, da lahko zanesljivo dokažemo, da to ni bilo enkratno ravnanje, denimo prispad pri prijateljici ali pa pri prijatelju, ampak da to dejansko pomeni bivanje na drugem naslovu? To je zelo pomembno pri potnih stroških, da se izkazuje kontinuiteta, Mi svetujemo strankam, da se razpotegne torej primer vsaj tekom meseca ali pa meseca in pol, da smo na varni strani. Kar ne pomeni, da se preverja vsak dan, ampak ne vem, če rečemo ta teden torek, četrtek, pa naslednji teden, ne vem, ponedeljek, torek, sreda recimo, da se res to kontinuiteto izkazuje s tem. In pa na koncu seveda, ko vso to dokazno gradivo zberemo, potem se gre pa še vprašati na naslove, v okolici naslovov, poštarje, sosede, vse, ki bi vedeli karkoli povedati, da se še o tem izpovejo in da se še to tudi navede noter v poročilo, Se pravi, prej fotografije, kako oseba v razponu meseca pa pol dejansko odhaja in prihaja na ta naslov in na tem dejanskem naslovu tudi ostane, ne samo, da na tem naslovu skrbi recimo za ostarelo mamo, ampak ne, ostane na tem naslovu. Potem pa seveda sosed je izpovedal, da oseba že vsaj pol leta stanuje tukaj, tam na drugem naslovu, da osebe že pol leta ni tukaj in tako naprej recimo, In pridemo tudi, se pravim, po 20 letih tudi še vedno do kakih zanimivih situacij, ko se ugotovi, da oseba sploh nikoli ni bivala na naslovu. Ali pa ne vem, da je enkrat bila na obisku, ker je tam sošolec doma iz osnovne šole. Pa pač prijavila naslov tam. Ali pa so ponaredili. Nikoli še slišali za osebo, Tako da tukaj so razni tudi bizarni primeri v praksi. Ampak na splošno to zbiranje informacij, verjetno se zdaj o tem pogovarjava, Ja. ko se torej pogovarjaš s pričami, sosedi, z različnimi drugimi, morda tudi naključnimi osebami. Kako običajno ljudje odreagirajo? Jaz si poskušam predstavljati situacijo, da nekdo pozvoni na moja vrata in reče: "Dober dan, oprostite, ke sem vas zmotila, jaz sem ta in ta. A vi poznate to in to gospo?" Kako se ljudje obnašajo v takih primerih? Jaz bi rekla: "Oprostite, zakaj pa vas to zanima?" Kaj rečete, kaj naredite? So kakšni, ki so zadržani recimo, ampak načeloma imamo kar dobre izkušnje, da so osebe pripravljene sodelovati in pripravljene pomagati. Ker saj v končni fazi je to naša bit, Mi verjamemo v neko. Poveš, da si iz detektivske agencije, da raziskuješ to in to? Ja, Ali tudi. tudi? Na koncu, ker ni nekega tveganja kompromitacije, ker smo itak že vso dokazno gradivo zbrali, ni problema, če se izkažemo pa povemo: "Glejte, zbiramo informacije o tej pa tej zadevi, kar se tiče potnih stroškov, kako je s to osebo, ali dejansko biva tukaj, kdaj se je odselila," in tako naprej, Popišemo tudi ime, priimek, da so lahko potem tudi priča v nadaljnjem postopku. Ker zdi se, da je velika verjetnost, da greš potem do osebe, ki se jo preiskuje, in rečeš: "A veš, da so bili danes detektivi Ja, pri meni v zvezi s največkrat tabo?" ja. To Največkrat zgodi. ja. Kaj pa potem? Potem pa oseba kar naenkrat izve, da je under investigation. Na Kaj pa koncu potem? itak izve, če prej ne, ko dobi s strani delodajalca vabilo na zagovor, z vsemi pač kršitvami, ki so bile ugotovljene, in pač ima možnost oziroma se da možnost, da se pripravi na sam zagovor, tako da v vsakem primeru izve, Kaj pa, Ampak če izve pred tem? A imaš kakšne bizarne primere, da so se šle pritožit k delodajalcu, da so ne vem, navajale, da je to poseg v njihovo zasebnost, kaj podobnega? mislim, imeli smo primere, kjer je oseba kar naenkrat potem spremenila naslov, Ampak mi smo imeli že vse podatke zbrane recimo,
Ali pa, ne vem, preiskovanje tatvin, pa se je nekaj zgodilo, potem roba izginila, ne. Ampak mi smo imeli že podatke pa, dokazno gradivo zbrano prej. Tako da ja, seveda. Tudi poseg v zasebnost, seveda se lahko sklicuje na to, ampak tukaj je spet zakon tisti, ki je zelo pač strikten, kar se tega tiče. Saj vemo, a ne, do kam smemo. Torej, kaj se sme fotografirati in kaj ne, a ne. Recimo zdaj, Lahko kaj če več greva poveš? spet na bolniško, a ne, so tudi taki zanimivi primeri, ki jih dostikrat na predavanjih tudi povem, a ne, ker so tako, kako naj rečem, samo, self-explanatory, no, se pravi, samo po sebi se da skozi primer zelo nazorno, ponazoriti, do kam lahko gremo, a ne. Nadzor bolniške, delavec, v bolniški pravi oziroma izkazuje, da je zelo bolan, da ne more nič, leži doma. Nadzor, pri nadzoru ugotovimo, da nakupuje gradbeni material, doma postavlja gradbeni oder okrog svoje hiše in potem začne delati fasado na hiši. In to fasado je delal cel teden, se pravi, težja fizična dela. Ta hiša je bila ograjena z ograjo. Ampak ograja je bila tako nizka, torej da vsak občan, ki je šel po pločniku mimo hiše, je lahko videl, kaj ta človek dela. Se pravi, tudi detektiv je imel to možnost in osebo pač pofotografiral, posnel. Napisal potem poročilo, iz katerega je izhajalo, kaj je ta delavec dejansko v bolniškem, staležu delal. V kolikor bi bila ta ograja tako visoka, ne vem, 2 metra, da ti ne bi mogla videti, ke bi normalno kot občan šla mimo, ne bi mogla tega videti, a ne, se pravi, bi mogla splezati gor na neko drevo, na lestev, nekaj odmakniti, neko grmičje ali kaj, da bi šele potem videla, a ne, bi šlo za poseg v zasebnost. Ne, tako da tukaj je ta meja absolutno pač jasna in se točno ve, do kam smemo in do kam ne. Tako da v kolikor je to z javnega mesta in z javno dostopnega mesta, ne, je oseba sama izbrala s tem, ko je stopila iz svoje zasebnosti. Tukaj se dejansko izkaže, da se nam splača v zasebnem življenju, ograjevati, ščititi zasebnost, zelo paziti, kaj se vidi od privatnega življenja, kaj se ne. V bistvu, če malo karikiram, splača se nam imeti zelo visoke ograje. Ja, recimo, če kršimo, ne. Ja, ja. Jaz nimam visoke ograje, no, ampak ja. Torej, če je vprašanje, kaj se sme dokumentirati, dokumentirati se sme tiste stvari, ki so iz nekega javnega mesta Ja. vidne. Tako, točno tako. Torej vstop v zasebne prostore, v hišo, v stanovanje, filmsko vdiranje v ključavnic, vdiranje vrat, in podobno je rezervirano za policijo in Tako, posebne. absolutno protizakonito, tudi če bi oseba recimo na bolniški spet, a ne, se najraje nekako sklicujem na to, pa bi doma frizirala, urejala nohte, pa bi detektiv skozi okno noter fotografiral, bi to bil absoluten poseg v zasebnost. Kaj pa, da se kot stranka naročiš na teh nohtih? To bi Prideš šlo. tja, To to bi tudi, šlo. to je tudi sodna praksa, ja, in to bi šlo, ja. Kaj pa, da preprosto pozvoniš in se ta oseba pokaže na vratih in se z njo zapleteš v pogovor, brez da ji poveš, da si detektivka? Ja, to bi lahko bilo delikatno, a ne. Bi pa bilo tudi, prišlo bi v poštev recimo, če govorimo o stanovanjski hiši, a ne, da ni to blok s 15 nadstropji, a ne, ampak da je to neka hiša oziroma neka manjša večstanovanjska stavba, iz katere bi zagotovo vedeli, da gre oseba, ne vem, ki si je šla urejat frizuro ali pa nohte. A ne, se pravi, stranka gre noter z neurejeno pričesko, pride ven z urejeno pričesko, zagotovo je šla, ne vem, v to hišo, kjer je oseba v času bolniške to urejala, a ne. Da bi neizpodbitno to dokazali, bi tudi bil dokaz. Kaj pa, da bi to stranko z urejeno pričesko ustavili, rekli, gospa, smem vprašati, kdo vas je zdajle v tem trenutku friziral in tako dalje, a to bi šlo? Tudi bi šlo, ja, lahko, ja. Zato pa pravim, da ni primer primeru enak, a ne, in da pač je treba vsak primer posebej se ga lotevati in razmisliti, kako priti do samega dokaza, in dostikrat ni enostavno. Vprašanje, ke se meni velikokrat zastavlja, pa ni morda direktno vprašanje za detektivko, pa vendar. Ko je nekdo na lažni, v narekovajih, bolniški, imamo tukaj, bom uporabila pravni izraz, enega sostorilca, to je osebni zdravnik, ki te, bolniške potrjuje. Zakaj pride do tega, kako pride do tega in kako se boriti proti temu? Ja, to je dobro vprašanje. Tako je. Večina zdravnikov je poštenih, mislim,
pa res premislijo, komu predpišejo bolniško, a ne. Pa še to mogoče še en korak nazaj, a ne. Zdravnik je tisti, ki načeloma mora verjeti pacientu, a ne. In verjamem, da v tisti gneči, a ne, ogromno pacientov, ogromno enih stvari, pacient pride, enkrat ga boli glava, drugič ga boli komolec, tretjič ga boli koleno, a ne. Težko je reči: "Jaz pa zdaj tebi ne verjamem," a ne. Pa je to In pa mi je čisto vseeno, ja. ja, ne, že to, ne. Po drugi strani pa ja, eni res z lahkoto napišejo bolniške, a ne, pri drugih je malo težje. Z večino je zelo dober diskurz, a ne, tudi ko gremo mi, ne vem, pri kakšnih, problematičnih, pacientih, delavcih, ki so kar naprej na bolniški, pa gremo opravit razgovor potem z zdravnikom, z večino se da pogovoriti, a ne, pa rečejo: "Saj s tem je pa res problem, bo bolj previden naprej," ali pa, "bomo kakšne druge poti ubrali," tako da z večino se da normalno o tem pogovoriti, a ne. Ja. Je pa to en tak, v Sloveniji družbeni problem, a ne, ker, številka absentizma še vedno narašča in tudi po tem, ne samo po uporabi alkohola, smo v Evropi na vrhu. In številke še naraščajo, torej če smo govorili leta 2024 o 637 ali 639 milijonih, na strani ZZS-ja, mislim, da smo letos že proti 700 milijonov, a ne. Samo na strani države, potem pa na strani gospodarstva, 350 milijonov, nekaj takega, pa smo že na milijardi, a ne. In letos so številke še višje, tako da tukaj je absolutno treba ukrepati včeraj, ne danes. Ker to je v končni fazi naš denar, ne. Ampak okej, moramo Sem prav tudi. razumela, se opravičujem, da dejansko obstajajo ljudje, ki grejo na bolniško in odpotujejo z letalom na drug kontinent? Ja. Tukaj bi mogoče se navezala na to, da rečem, saj večina ljudi je upravičena na bolniški, a ne. Mi lovimo tistih, ne vem, 10% recimo tja do 15, ko pa krši. In, postcovidni čas je ogromno spremenil. Ja, nam je prinesel neke dobre stvari, recimo smo lahko online na sestanku, online predavamo, online poslušamo predavanje, ogromno je stvari, ki so nam olajšale življenje, ali pa delo od doma. Pa tudi k temu se lahko vrnemo, ker tudi take stvari preverjamo, a ne. So pa stvari, ki so negativne, ki jih je prinesel ta postkoronski čas, kot recimo, če govorimo o absentizmu v bolniških, je to, da delavci ne da pokličejo, celo pač pošljejo mail za bolniško. Bolan sem, boli me glava, prehlajen sem, gripo imam, sem na bolniški oziroma rad bi, da mi odprete bolniško, in je to preko maila. Ne, in morate morate gledati že ta človeški faktor oziroma faktor, psihologije, a ne, da je to dosti lažje tudi nekomu, ki bo zelo neosebno napisal: četrtek je, poglej," ali pa ne vem, prazniki nas čakajo, a ne, ko bo večina tedna bojo prazniki, a ne, zakaj se ne bi podaljšal, jaz kar mail poslal, a ne, zelo neosebno. Ne, se distanciraš od tega, sem poslal mail, pa bom na bolniški, ja, niti, a ne, ja, boli me glava, koleno me boli, in si podaljšaš cel teden, a ne. Tako da vse te take stvari so pa negativne, ke nam jih je prinesel ta čas, a ne, in vse to je treba jemati v zakup, dočim to, kar rade izpostavljam v javnosti, letos so primeri, ki so domala bizarni, a ne, da ljudje odpotujejo na drug kontinent, ne vem, zaradi dihalnih težav. Ja, ne vem, saj lahko ostaneš doma ali pa greš v Strunjan ali pa v Kranjsko Goro, ko je čist zrak, a ne, ne da greš na drug kontinent, pa to še v neko državo, kjer ni glih, znana po čistem zraku, no, tako med nami rečeno. Ja. Delo od doma si tudi omenila in zanimivosti v zvezi s tem. Kakšne so te zanimivosti? Ja, zanimivosti so te, da pač spet imamo boniteto, da lahko delamo od doma, a ne. Po drugi strani pa pol, ko preverjamo delavce, pa ugotovimo, da od doma ne delajo, da takrat, ko so doma, grejo naokrog po nakupih, grejo po lokalih, si podaljšajo neki dopust pa na Rogli smučajo ali pa na morju plavajo, tako da tudi te stvari potem preverjamo, ja. Jaz zdajle prihajam iz ski openinga in, sem na poti iz, gondole slišala eno gospo iz Zagreba, da ona je ona zdaj dela od doma, saj ji ni, delodajalec predpisal, da mora biti doma, ko dela od doma, saj lahko tudi dela iz Kronplatza, iz smučišča, kaj ne.
in sem bila, Ja, to so ja. tovrstni primeri. To so tovrstni primeri, a ne. In kjer je točno določeno, saj eni res lahko, a ne, pač odvisno, kako se dogovoriš z delodajalcem, a ne. No, ampak če smučaš, ne delaš. Če pa smučaš, ja, da nisi noter apartma in pač delaš na računalniku, kar ima za narediti, pa ne delaš, ja. Okej, Bernarda, kaj kot ženska detektivka delaš drugače? Torej, uvodoma si pojasnila, kakšen se ti zdi, da je lahko tvoj doprinos k dejavnosti, k, poklicu? Predvsem to, da izpostavljam primere in da nekako to našo dejavnost, ki je še vedno dostikrat zavita v tančico nekih filmskih skrivnosti, a ne, razkrivam. Pa da tudi razkrivam to, da ni to filmsko delo, ampak da je to težko delo, odgovorno delo. Pa jaz jemljem, pa verjamem, da tudi večina mojih kolegov detektivov jemlje to delo kot doprinos k k nekemu saj deloma neki uravnilovki družbene pravičnosti. Da ugotovimo, kaj je tisto v ozadju. Ja, tudi če je v dokumentaciji vse super, pa v podjetju vse super, a ne. Da pa ugotovimo, kaj je tista resnica v ozadju. Ali pa delavci, vse super, pa me glava boli na bolniški. Rdeče številke so, ne, ampak zagotovo se nič ne odtujuje, a ne. Da mi ugotovimo, kaj je pa tista dejanska resnica v ozadju. Ali pa čisto v teh družinskih raznih, problematikah, razvezah, iskanju nekega premoženja, iskanju pogrešanih svojcev, stiki nad otroci, kar se me še posebej dotakne, recimo, a ne, ke se neka razveza potem začne valiti, preko otroka, a ne, pa se otroka zanemarja, pa starš, ki bi na stiku mogel skrbeti za otroka, ga nekje pusti. Ali pa ga pelje s sabo v lokal in se tam opijanja. Skrb nad ostarelimi, ko imajo ostareli pomočnike ali pa so v domu, pa se z njimi surovo ravna. Take stvari pač, da To so smo običajno tukaj. naročniki tovrstnih storitev, torej Svojci, otroci, ja. Ker želela sem te vprašati tudi, ali pri svojem delu kdaj ugotoviš ali pa, doživiš kaj, kar te prizadene, in to so pravzaprav že stvari, ki odgovorijo na to vprašanje, kaj ne? Največkrat me mislim, najbolj me prizadenejo stvari, ki se dotikajo pač nemočnih ljudi, ki se ne morejo sami braniti, in to so zagotovo otroci in ostareli. To Dejansko težko sprocesiram. in dejansko imaš primere, ko nekdo naroči, takšno storitev in se dejansko ugotovi, da se nekdo, ki bi moral skrbeti za denimo za ostarelo osebo, nad njo izživlja. Nekdo izživlja ali pa celo pač primeri, kjer se želi nekdo poročiti s to osebo ali pa celo se pripravi to osebo, da prepiše premoženje, a ne, če še govorimo o tem, da je opravilno sposobna, seveda, a ne. Odtujuje denar, odtuje material. Tega je ogromno, res. In to me žalosti, kam gre ta naša družba, in ravno zadnjič, mislim, da teden dni ali 14 dni nazaj, je bila prav tema, na to temo posneta Tarča na RTV-ju, in jaz teh posnetkov nisem mogla gledati. Ker del moje kariere, oziroma preden sem stopila v detektivske vrste, sem delala v zdravstvu, ker sem srednja medicinska sestra in sem delala z ostarelimi. In to se mene še vedno dotakne. In rada prevzamem take primere, kjer najdemo ljudi, ki pa ne skrbijo in ne opravljajo svojega poklica tako. Oziroma, ne samo, da tako rečem, ampak to so za mene zavržna dejanja. Sploh glede na to, da če bomo imeli srečo in bomo dočakali to starost, bomo čisto vsi v tem položaju. Ja. Pač enkrat bomo slabše ali pa težje skrbeli zase in težje izražali in težje Ja. poročali, kaj se z nami dogaja, a ne. In tudi to recimo lahko dosti, lahko povežemo z absentizmom, a ne, to sem hotela še vmes reči, da ja, imamo visok absentizem, ni zdaj samo to vse ena goljufija pa zloraba, a ne, tega, statusa, če lahko temu tako rečem, ampak tudi kot družba se staramo, a ne, tudi vse to vpliva na porast teh številk, a ne, in ja. Vsi gremo tja, in kako bo družba potem skrbela za nas. Tako, da bo nepreverjen kader skrbel za nas v domovih za ostarele in bo grdo delal z nami. I don't think so. Delati moramo na tem in
prej, ko si me vprašala, ne, moj doprinos tudi k tem, da razkrivam take stvari. Ja, je neki mali delček, ampak še vendarle je ta delček in vsak delček šteje. A se strinjaš s tem, da ima pa vsaka plat oziroma vsaka zgodba dve plati? Torej, da se z z vsako osebo, ki neupravičeno ali pa recimo, ki krši, bolniško, torej, kako je pravzaprav izraz? Za vsakim abstinentom? Ne, absentizem, kako? Absentizem, ja, Ja, za za človekom, ki človekom. zlorablja institut pravice, ja, Ki zadržanosti z zlorablja. dela, ja. Ki to zlorablja, da se skriva tudi razlog, zakaj to počne. Denimo mobing na delovnem mestu, Tudi lahko. preobremenjenost, Tudi lahko. stiska, ko preprosto veš, da moraš določene stvari narediti, pa ne veš, kdaj boš in kako. Tudi lahko. Zato tudi stojim za tem, da je treba absentizem celostno naslavljati v podjetju, v organizaciji. A ne. Se pravi, ne samo s trdimi ukrepi, kar zagotovo kontrola bolniške nadzor je, ampak tudi z mehkimi ukrepi, ergonomija, prilagoditev delovnega časa, prilagoditev delovnega mesta, a ne. Že samo neko analizo odsotnosti, a ne, kdaj se pojavljajo, z neko prosveto, s predavanji, celostno naslavljati to, a ne. Si kdaj imela kakšno situacijo, ko si, bila v vlogi, ko bi morala odkriti neko nepravilnost, pa si po razgovorih ugotovila, da v resnici se ti oseba smili ali pa da situacija ni takšna, kot bi morda želel delodajalec, da izpade, in si se odločila, da je ne boš razkrila? V 20 letih je bilo ogromno primerov, od tega, da smo pač dobili ljudi res na minimalni plači, ko so odtujevali podjetju in so rekli, res pač težko preživimo s tem denarjem, a ne. Ampak jaz ne morem zamižati, pač kaj smo ugotovili, a ne. Do tega, kar si rekla, seveda, ke je bilo, a se lahko kako zmenimo, ne. Ja, pač ne moremo se, ne. Če jaz dobim dokaz, dobim nekoga, da je nekaj ukradel, dobim nekoga, da goljufa pri potnih stroških, žal ne gre, ne. Mi smo tisti, ki dejansko stanje ugotavljamo kot ta lakmusov papir, ne moremo reči, da je drugačne barve, če jaz vidim to rumen sedež. Ja. Kaj pa, prej sva se pogovarjali recimo o otrocih, o tem, da je dejansko kdaj tvoje delo tudi, da gledaš, s katerim od staršev oziroma kje ti otroci preživljajo čas. Zelo hitro se morda lahko najdemo na spolzkem terenu, vsaj jaz se to velikokrat vprašam, a misliš, da se to meni ne bi moglo zgoditi? Torej denimo, da bi nekdo rekel: "To, da sta vidva z možem in z otrokom zdajle tukaj na pijači, je neprimerno." Torej, kdo smo mi, da bomo sodili, da bomo v bistvu lovili te stvari? Ja, ampak veš, velika razlika je, ne vem, če imamo mi otroke pa gremo spit en Aperol špric pa potem domov, ne vem, ob 6 ali pa 7, a ne. Drugo je pa dokazno gradivo, ki smo ga mi zbirali, recimo, pa ugotovili, da je oseba bila pijana, ker je spila, ne vem, 10 piv v tistem večeru, ne, in da je potem opolnoči šla z otrokom vinjena v avto domov. Je pa velika razlika, a ne, se pravi, spet govorimo o tej, teži dokazov, a ne. Razumem, Ja. to se pa strinjam. Ja, in povsod je tako, a ne, saj tudi nekdo, ki je na bolniški, pa bo šel po kruh in mleko pa na pošto pa na banko, četudi ima predpisano mirovanje in počivanje, to jaz vedno delodajalcu rečem: "Kaj boste s tem? Nič ne boste, ker vam odsvetujemo kakršnekoli ukrepe." Človek je šel po opravkih, ki jih pač mora narediti, da lahko normalno funkcionira, ne. Če pa gre to za neke zlorabe, to, kar sva se pogovarjala, ne vem, da dela fasado doma, da odpotuje nekam na drug kontinent, na morje, ker pač ni dobil dopusta, to pa so kršitve, a ne. Tako da vedno govorim o nekih hujših incidentih. Če bi vprašala, kaj so najbolj nenavadni primeri, v tvoji zgodovini kot detektivka, kaj bi to bilo? Ali pa najbolj zanimivi? Ali pa takšni, ke jih najrajši izpostavljaš? Ravno zadnjič sem razlagala, ker je en tak zelo bizaren primer bil, pa predavala sem pa nekje na temo varnosti, in sem rekla, da zdaj zagotovo pri teh letih in izkušnjah, ki jih imam, ne bi šla več v tisto stanovanje, takrat pa sem šla. Na začetku moje kariere sem iskala dolžnika, ga našla čisto na drugem koncu Ljubljane
In že tako je bil besen, kako sem ga našla, pač odprl je vrata, zaraščen, brez nogavic na nogah, dolge nohte. Pač tako se je videlo, da v nekih takih, bolj razmerah živi, ne. Sem si rekla: "Glejte, pač ta naslov sem nekako našla, tukaj sem vas našla, zdaj bi se midva pogovorila o tem dolgu, ki ga imate, a ne, kako boste to poplačal, imate kakšne premičnine, nepremičnine, kako imate s tem." In pravi on: "Ja, v redu, kar pridite noter v stanovanje pa se bova pogovorila, ne." In on se odmakne od vrat, mi jih odpre, a ne. Jaz gledam tako dolg hodnik, neki prepih je bil v stanovanju, namesto, vmesnih vrat je imel kar take, tisto od krompirja, tiste, vreče, malo plapolalo, ne, in jaz na koncu hodnika vidim nagrobnik in svečo pri nagrobniku, pač, ki je gorela. Jaz tako, okej, sem šla not, danes ni variante, da bi šla v to stanovanje. Šla sem takrat noter, nekaj čez 20 sem bila, sicer sem spustila SMS kolegu, tako da je vedel, kje sem, če se ne javim, ampak to bi bilo seveda prepozno, a ne, če se jaz ne bi javila. Noter sva se lepo pogovorila, kavo mi je skuhal ta gospod in povedal pač, da nima denarja niti, da bi plačeval grob, zato si je nagrobnik od svoje žene prinesel domov in tam svečo, vsak dan, prižgal. Ja, bizarnih primerov je ogromno, tako ko se spominjam nazaj, pa tudi to rada rečem, da če bi ta poklic gledal skozi to, kaj se ti lahko zgodi, ga ne bi opravljal, ker nikoli ne veš. Ampak v osnovi pa nikoli ne veš, saj te lahko na pločnik, ke stopiš, se ti nekaj zgodi, a ne, in vedno moraš gledati na svet skozi dobrobit. Pa jaz gledam na svet v prizmi tega, da verjamem, da če dobro delaš, se ti dobro vrne. In če slabo delaš, se ti slabo vrne, a ne. Celo življenje se pa učimo, a ne. Imamo dostikrat prav, včasih imamo tudi kaj narobe. Tako da ja, je to neka zanimiva pustolovščina, dogodivščina, in če si v tem poklicu še toliko bolj, ker je vsak dan drugačen, vsaka stranka je drugačna, vsak primer je drugačen, ni enoznačen, in to te bogati, in s tem, kar te bogati skozi to pot, lahko potem še toliko več daš strankam. Svetovanjem, kaj narediti v nekih težkih okoliščinah, kako zadevo rešiti, in to je tisto, kar mene žene naprej. Zelo lepo. Za konec, strnjeno, torej, v čem se poklic detektiva razlikuje od, poklica kriminalista, torej policista? Odkrivanj kaznivih dejanj in podobnega. Tako, mi smo v gospodarskem sektorju, torej zasebnem sektorju, detektivska dejavnost v Sloveniji je zakonsko regulirana od leta 1994 in moram reči, da globalno gledano smo za vzgled. Kako imamo zakonodajo urejeno in koliko časa imamo zakonodajo urejeno, in tudi po pogojih, se pravi, za nas je, visokošolska stopnja izobrazbe potrebna, kar v mnogo državah po svetu temu ni tako, a ne, ni takih rigoroznih pogojev, čeprav se tudi to počasi spreminja. In ja, seveda, raziskujemo seveda na pooblastilo, ki nam ga da stranka, in na upravičenost, torej stranka mora imeti upravičenje nekje v nekem postopku, a ne, se pravi, bodisi je upnik, bodisi delodajalec, a ne, in to upravičenje je treba pred prevzemom primera dobro proučiti, a ne. Da ni to samo sosed, ke ga zanima, kaj drugi sosed počne, recimo, a ne. Hvala za to iztočnico, ker to sem jaz želela tudi kot zadnje vprašanje. Kako lahko preprečujete te zlorabe? Da bi torej detektiva izkoristil, da izveš vse tiste stvari in vse tiste podatke, do katerih želiš priti, pa ti jih, neka generalna zakonodaja ne daje. Ja, v vsakem primeru dobro proučiti primer, preden se ga sprejme, tako kot verjetno, pri vašem delu, a ne, oziroma pri tvojem delu, a ne. Tudi dosti povpraševanje iz tujine, a ne, se pravi, vedno preveriti, katero podjetje, kaj v ozadju tega. A kakšna obveščevalna služba, recimo. Nikoli se ne ve, se pravi, to upravičenje skrbno preveriti, vso dokumentacijo, da vemo, okej, ja, stranka je upravičena do tega in tega podatka, in temu posledično tudi mi kot stranke in pooblaščenec. Okej. Ker si mi tako lepo, dala, še zadnjo iztočnico, miti ali pa resnice o obveščevalnih službah, o vohunih, o tajnih agentih. Koliko imamo tega v Sloveniji? A to obstaja?
koliko je mitov ali koliko je tega. Je, seveda, da je, ampak je dobro, da je, ker se to torej v našo v varnost državljanov. Jaz vedno verjamem v dobro, torej nas te stvari ščitijo in so nujno potrebne za varno družbo. Jaz se iskreno zahvaljujem, Bernarda, za tvoj čas, za vse zanimive stvari. Veliko sreče pri tvojem nadaljnjem delu, pa noro mi je všeč, da si toliko empatična in da toliko s srcem opravljaš svoj poklic. Ja, hvala za povabilo in me zelo veseli, da sva imeli lep pogovor. Hvala lepa. Nasvidenje. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.